Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni Domžale, še upajo na obstanek v prvi ligi. V dodatnih kvalifikacijah morajo splezati še na Triglav. Nafta je zmagala v Ljudskem vrtu, a izpadla. Slišali bomo tistega, ki je zbral več kot 300 nastopov za Maribor in se poslovil najbolj vijoličastega med vijoličastimi. Izbrali bomo tudi najboljšo enajsterico sezone, govorili o prednostih in slabostih PSG-ja in Interja pred finalom Lige prvakov in podoživeli neapeljsko slavje ob osvojitvi Skudeta. Marko Cirman je bil v petek tam. Živijo, Marko. Lep pozdrav. Tu pa Boštjan Janežič. Živijo. Jože Pepevnik. Zdravo. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Razburljiv zaključek za konec prvenstva, vse ostalo odločeno, obstanek ni bil odločen, kdo bo izpadel, kdo bo obstal, zelo razburljivo. Jože, ti si bil v Ljudskem vrtu, Marko, Boštjan, vida sta bila v Celju, Nafta je zmagala tam, torej je šlo vse v smeri Prekmurcev, Domžale pa so potrebovali vsaj točko in na koncu so jo prigarale, potem ko so Celjani, kaj si že rekel Jože, skoraj podrli gol v Celju, torej ta domžalski gol, da bi dosegli zmagovitega, pa jim na koncu ni uspelo. Kako je bilo, Boštjan? Ja, Celjani so igrali zelo resno, ampak v prvem polčasu so sproti napada do gola prišli Domžalčani, ga potem krčevito branili, spet tragični junak v napadu, v prvem polčasu Matko, v drugem polčasu več Celjanov, tudi Edmilson pa zelo borbeno v svojem 5-metrskem prostoru igra Domžalčanov, ko so se vsi s trenerjem Ured pa tudi z Matejem Oražmom, direktorjem kluba, tresli vse do konca. Reševal jih je Štublar, odličen v jeseni celjski vratar, sedaj domžalski vratar, kar je jeseni spustil je v zadnji tekmi za podaljšanje vere v obstanek v prvi ligi včeraj obranil. Marko, ja, ni imel najboljše sezone, ampak takrat, ko je bilo pa najbolj pomembno, se je pa izkazal, ne? Ja, pravzaprav so ga Celjani razbranili s temi čudovitimi priložnostmi, ki so jih imeli. Imeli so tudi veliko smole, vse tisto, kar se je ponavadi od avgusta do decembra pri Štublerju odbilo v golu, šlo pod roko, med nogami, je tokrat ostalo nekaznovano. Sicer pa Celjani so praktično najmočnejšo postavo nastopili na tej tekmi. Albert Riera, sicer kaznovan, ampak imel je najboljši sedež izven stadiona, ampak videl dobro na stadion, to je tam poslovni objekt zraven, zasteklen in vrhunsko je lahko si pogledal. Veliko je hodil gor dol, pravzaprav je bil nam na očem na tej nevtralni tribuni oziroma na vzhodni tribuni in nekako smo videli, kako je bentil nad številnimi priložnostmi. No, tako da ena taka zrcalna slika, ta tekma celotne celjske sezone, da je na teh manjših tekmah šel naslov pogobe. Ja, in na koncu veselje v domžalskem taboru in nekaj tega bomo slišali zdaj tudi v glasu Tončija Žlogarja, ki mislim, da je zmes veselja in po drugi strani seveda olajšanja. Ja, če bi Celjani zadeli, mi ne bi bili zdaj tako zadovoljni, kot smo. Bilo je stresno, vedeli smo pač, da je Celje odlična ekipa, da poskušamo čim bolj zgostiti med prostore. Mislim, smo se na tekmo dobro pripravili, fanti so dali vse od sreče, da pa na taki tekmi proti takemu nasprotniku potrebuješ odličnega vratarja, potrebuješ malo sreče, je nesporno dejstvo. Nam je to šlo danes na roko, jaz sem iskreno vesel za fante, ker res dobro treniramo, dajo vse od sebe in mislim, da smo zasluženi v dodatnih kvalifikacijah. So pa imeli Domžalčani analitika, ki je spremljal dogajanje v Ljudskem vrtu, na koncu pa verjetno to ni bilo niti najbolj pomembno, kajti vedeli so, tam Nafta pač zmaguje in tudi, če bi prišlo do kakršnekoli spremembe, oni so morali oddelati svoje na igrišču. Ja, bolje poročal na domžalsko klop, kot pa analiziral igro ali Maribora ali Nafte. Po tekmi pa je potem Tonči Žlogar odbrzel v Kidričevo na tekmo prvo in drugo vrščenega v drugi ligi med Aluminijem in Triglavom, že s preučevanjem Brškone Triglava.
In Domžalčani, potem ko so prvo polovico svoje naloge v tem spomladanskem delu prvenstva opravili, zdaj so torej v dodatnih kvalifikacijah. Gorica je doma izgubila proti Grosuplju, Triglav je zmagal v Kidričevem, kar pomeni, da so Kranjčani na drugem mestu na lestvici. Tekmi dodatnih kvalifikacij pa bodo že v četrtek in v nedeljo. Maribor, kako je izgledal Maribor, kako je izgledala Nafta? Najprej bi rad povedal, da v povezavi s to tekmo v Celju, ker je Jozef Bozik, mislim, da v prvi izjavi, morda celo televizijski, nisem prepričan, na tiskovni konferenci tega gotovo ni dejal, je rekel, da ne da ga čudi, ampak da se mu zdi nekako tako, napol bom citiral, nenavadno, da so Celjani lahko toliko golov dosegli proti Nafti, pa toliko golov proti drugim klubom, Domžalam pa niso mogli zabiti več kot enega zadetka, ampak verjamem, da ko bo videl posnetek, kako je videl, mislim, da tu ni absolutno nobenega vprašanja, da so Celjani igrali najbolj pošteno, kar je lahko po svojih najboljših močeh. Morda tega za Maribor, da bi igral po svojih najboljših močeh ali pa najbolj zavzeto, sploh ne moremo trditi, pa niti ne toliko zaradi nekoliko spremenjene začetne enajsterice. Ja, Maribor je bil kar takole čakajoč na počitnice, letargičen, na drugem polčasu sicer zadev Meriloto, ki je pokazal še največ življenja po vstopu na igrišče, ampak predtem igral z roko, sicer odlično zadev, ampak sekundo, dve predtem igral z roko, tako da ja, Maribor je razočaral navijače, videl sem kar nekaj teh razočaranih obrazov na tribunah. Nafta pa je storila nekako svoje, prvič sploh v tej sezoni zmagala v gosteh, tako da ni ekip, ki ne bi v gosteh zmagale. Po tem zadnjem krogu Nafta je imela tu ničlo, samo 5 točk osvojenih v 5 remijih doslej v 17 gostovanjih, zadnje gostovanje je oddelala kot je morala, ampak ja, zdaj glede na to, da je tu šlo za nek ne mrtvi tek, ampak zgolj dvoboj Nafte in pa Domžal za obstanek, mislim, da na koncu lestvica takšna kot, mislim, po 36 krogih lestvica nikoli ne laže, tudi če je samo točka, 2 razlike, tako da Domžale tako ali tako še morajo narediti svoje proti Triglavu. Nafta pa je 69 golov je prejela v letošnji sezoni, tako da veliko točk, veliko situacij. Alex Pihler je omenil tisto tekmo proti Ajdovščini v gosteh, ko so v zadnjih minutah dobili, mislim, da 3 gole in izgubili, je Nafta v bistvu izgubila v letošnji sezoni na gostovanjih, na gostovanjih je izpadla, tako da si je nekako v največji meri sama kriva. Če so domače navijače, domači nogometaši morda razočarali, pa je, verjamem, da mnoge navdušil Martin Milec v njegovem zadnjem nastopu. Kako je slovo pravzaprav izgledalo? Ja, najprej smo mislili, da bo več igral, tudi pogovarjali so se bojda v klubu, da bi igral teh 22 simbolnih minut, kot ima številko na hrbtu, na koncu je preživel le 2 minuti na igrišču, toliko, da je malce zaigral, se nekajkrat dotaknil žoge in potem prepustil svoje mesto Nejcu Viherju. Ja, lepo, toplo slovo, nekako nogometaški je vendarle pustil svoj pečat v vijoličastem dresu, nikoli sicer najkakovostnejši, najodločilnejši, ampak v zadnjih 3 sezonah v vlogi kapetana, tudi v tej, bom dejal, za Maribor malce težji situaciji kot predtem, in tudi v pogovoru, ki ga bomo slišali, je omenil, izpostavil pomembnost denimo Zlatka Zahoviča, ki ga je 2-krat pripeljal v Maribor, in to, da je vedno kot otrok sanjal o tem, da bi igral za Maribor, ko so drugi sanjali, da bi igrali v kakšnih evropskih velikanih, tako da mislim, da zelo lepo, nekako primerno slovo. Maribor se je želel posloviti tudi od Josipa Iličiča, ki ne bo podaljšal pogodbe, pa Josip tega ni želel, da bi se nekako uradno poslovil od mariborske publike. Vsak nogometaš ima seveda tu pravico izbrati, kako in kaj bo končal svoje obdobje v klubu. Tako da ja, v 2 obdobjih Martin Milec veliko lovorik in veliko uspehov. Ja, zdaj pa bomo slišali njega. Odigral je več kot 300 tekem za Maribor in doživel tisto, o čem je sanjal kot otrok. Martin Milec, 310. nastop v dresu Maribora, vaš zadnji v mariborskem dresu. Dejali ste zadnjih nekaj dni zelo hektičnih, zelo napornih, ampak od zdaj naprej pa bo verjetno malo bolj sproščeno. Pa ja, mislim, lahko se pripravljaš na to, ne vem koliko časa, verjetno tudi, če imel 1 leto
do tega datuma bi se verjetno lahko mogoče malo bolj pripravil, ampak dejansko na koncu, ko pogledam, tudi če imel več časa, na take stvari se ne moč pripraviti. In še enkrat pač res iskrena zahvala iz srca vsem v klubu, ki so bili z mano. Od vseh delavcev, fizioterapeutov, trenerjev, do vseh, ki delajo v klubu, vas novinarjev, do vseh, ki ste me oziroma so me spremljali na tej poti, valjda na koncu tudi navijačev, družine moje, vseh, ki so mi stali ob strani. In ja, po eni strani zadovoljen, da je šlo to mimo, ampak ja, normalno z grenkim priokusom, ker teh 12 let se ne pozabi kar tako. Dejali ste, zdravje prvi, najbolj poglaviten razlog za konec profesionalne športne poti. Kako je z zdravjem, oziroma res ne bi šlo očitno več igrati na tem nivoju? Pa ja, mislim, verjetno bi še šlo, ampak res v zadnjem letu pa pol, 2 letih je bilo toliko že nekih tablet, injekcij, ki sem jih prejel, da je na koncu bilo že res nesmiselno nadaljevati. Tudi recimo v želodcu sem čutil neke spremembe, ki mi niso le pogodo, tudi na gastroskopiji so ugotovili, katero sem obiskal, da imam tudi že 3 ranice na želodcu zaradi teh tablet in vsega in pač na koncu, ko pogledaš pluse in minuse, ko pogledaš tudi moja leta, mislim, da je bilo brezsmiselno nadaljevati, ampak tako sem omenil, v vsakem primeru vem, da sem dal vse od sebe in odhajam ponosno in zdvignjam glavo. Dejali ste na tiskovni konferenci za fanta Pubeca iz Rači, iz Podove, dobra karijera, odlična karijera, v bistvu je tudi zato toliko bolj poseben občutek, ker vemo, ne, v slovenskem nogometu zdaj v Mariboru tradicionalno ni veliko Mariborčanov ponovadi v ekipi, v Olimpiji ni veliko Ljubljančanov, v Celju in tako naprej. Tudi zato, ker ste lokalni fan, domačin, ker je tudi zato toliko bolj posebno bilo igrati za Maribor. Pa ja, mislim, pač iskreno, normalno, da tudi zdaj v slačilnici se pogrešam mogoče malo več naših fantov, če se tako izrazim, ampak dobro, klub gre mogoče v neko drugo smer, kar je normalno. Zdaj glede tega ne bi izgubljal nekih besed, jaz upam, normalno želim klubu vse najboljše tudi naprej. Vem, da bom hodil na tekme tudi, ko bom imel čas, spodbujal ekipo, klub, fante, vse. Ampak ja, mislim, tako ste rekli, ne, za enega Pubeca iz Podove oziroma iz Rač, na koncu sem že povedal parkrat, da moj cilj kot mali, recimo Pubec, nikoli nisem sanjal o igranju v evropskih klubih, pač moj cilj je vedno bil, da bi zaigral enkrat za Maribor. Ja, hvala Bogu, 12 lepih let za mano in to se mi je uresničilo in tega ne bom pozabil. 2 obdobje v Mariboru, 2krat vas je v bistvu pripeljal Zlatko Zahovič v vijoličasti dres, veliko uspehov v prvem in drugem obdobju, v prvem obdobju Liga prvakov, pa v drugem obdobju Liga prvakov, potem takoj, ko ste se vrnili. Kakšen spomin, ki bo najbolj ostal? Pa že v petek, ko sem nekako tudi oznanil svojo upokojitev, zdaj v nedeljo, že takrat sem povedal, da prvi človek, kateremu dolgujem mogoče nekako največjo zahvalo je, tako ste že omenili, bivši športni direktor, gospod Zlatko Zahovič, kateri me je pripeljal, ja, in takrat leta 2010 v klub, pa potem nazaj iz Belgije oziroma Nizozemske 2017. Tako da, ja, vemo, kaj je gospod Zahovič naredil za nas, za ta klub. Se pravim, jaz upam, da se bojo mogoče kdaj v prihodnosti take tekme, take lovorike in vse to, kar se je zgodilo, ponovili, ampak ja, na koncu vemo, samo en in edini je gospod Zlatko Zahovič. Martin, hvala za vse in uživajte v bistvu v tej obdobju po profesionalni karieri, tudi če boste brcali kje na nižjeligaških igriščih. Veliko zdravja, predvsem in užitkov. Najlepša hvala in vabljenje tudi na nižjeligaške tekme v Rače.
ni veliko Štajercev, kot si rekel, v mariborskem moštvu in morda se je poslovil najbolj vijoličasti med vsemi vijoličastimi. Dve zadevi iz pogovora, ki sta mi pa sem zastrigel za ušesi, malce razmisleka, previdnosti, ko je govoril o novem projektu, o turški zgodbi oziroma o tem razmerju med domačimi fanti in fanti, ki so jih pripeljali iz tujine, pa tudi to spoštovanje do Zlatka Zahoviča. Že prej si rekel, ampak vsakič, ko ga je omenil, je rekel gospod Zlatko Zahovič. Ja, in tudi s smokom v grlo, lahko potrdim. Martin Milec je na tiskovni konferenci tudi povedal, da bi še verjetno lahko igral tudi v prvi ligi, ampak enostavno, kot je povedal v pogovoru, preveč nekih tablet, injekcij v zadnjem času, je rekel, 2 treninga na teden lahko dobro delam, kaj več pa ne, ker enostavno so bolečine v hrbtu prehude, tako da obstajajo pa seveda okolja, kjer se da z 2 treningoma igrati čez vikend, ne samo slovenska nižjeligaška, tudi morda nižjeligaška čez severno mejo, tako da verjamem, da bo Martin Milec vendarle pri 33 letih ni še največji ali pa najstarejši veteran v tej mariborski ekipi, da bo še našel kakšen morda izziv v nižjem nivoju, torej nogometa. Na koncu v prvoligaška lestvica, torej na prvem mestu Olimpija, drugi Maribor, tretji Koper, Celjani niso uspeli prehiteti Koprčane v zadnjem krogu, Koprčani zmagali v Murski Soboti, sledijo pa Primorje oziroma Bravo, Primorje, Mura, Radomlje, potem pa Domžale na 9. mestu, kot smo rekli, Triglav v dodatnih kvalifikacijah, zadnja Nafta. Ena stvar, samo še Tonči Žlogar je pomagal Domžalam zdaj do 9. mesta, do tega, da niso zaenkrat izpadli. V začetku sezone je vodil Muro, in zanimiva statistika, ki jo je nekdo danes zjutraj objavil na spletu. V prvih, če bi samo zadnjih 30 krogov šteli, torej brez prvih 6, bi Mura izpadla. Mura je zadnja ekipa, torej po točkah od 7. kroga. Torej, če ne bi bilo tistih Tončevih točk. Ja, tako da je Tonči v bistvu morda rešil 2 kluba pred izpadom v letošnji sezoni. Ja, veliko dela bodo imeli v Prekmurju. Nimajo vizije po nekako vstopu Junčaja v klub in tam so predvsem menjali trenerje, pa tudi Tonči Žlogar je v Domžalah 3. trener. Ja, pa zdaj imajo tudi novega športnega direktorja, Knut Šulc, Nemec, je bil potrjen pred približno 2 tednoma, tako da ne vemo še kaj veliko o njemu, ampak tudi bomo poskrbeli, da bomo izvedeli več pred novo sezono. Ob koncu sezone, kot v vseh podcastih, žoga je okrogla, najboljša 11-terica in za začetek bi izpostavil 4 igralce, vsi smo jim dali glas in ko govorim vsi, to smo mi 4, zraven še Aljaž Golčer, Tomaž Langerholc in Sandi Škvarč, torej tisti, ki največ spremljajo nogomet v redakciji Radia Slovenija. 4 igralci, ki pa so vsak v svoji vrsti. Matjaž Vidovšek. Matevž Vidovšek. Morda ima kakšnega brata. Morda. Kralj Matjaž. Matevž Vidovšek, Marcel Ratnik, Svit Sešljar in Raul Floruc. Torej, to so 4 igralci, ki so prejeli vse glasove. Mislim, da vsi so izstopali v tej sezoni in kot prvak Olimpija ima 3 od teh 4 igralcev. Ne? Mislim, da stvari govorijo same zase. Tudi če omenimo Svita Sešljarja, kakšno asistenco včeraj podelil za celjski gol. Nogometaši pri Olimpiji, 3 pa itak hrbtenica te Olimpije v letošnji sezoni, tako da glede na to, da je Olimpija vodila skoraj da od začetka do konca, da ni dvoma, da je največ njenih nogometašev zraven. Čudno, da ni Krničnika zraven v tej 11-terici. Ja, 5 glasov je dobil od 7. Res je Sešljar zaposlil Svetlina, tako da je pomislil prvo, pogledal sodnika, da je v nedovoljenem položaju, res podaja z očmi. S koliko asistencami je končal Svit Sešljar, Marko, to verjetno ti veš? Bil je najboljši asistent konferenčne lige tudi. In tudi prve lige. Ne vem, če ni imel pred to tekmo 10-11, tako da bi rekel, da je končal z 10-12. Double. Lepo, dvojni dvojček Svita Sešljarja v slovenski ligi. Kar je mimogrede res izjemen dosežek, kajti nekaj igralcev tudi po evropskih ligah, ki so dosegli 10 na koncu. No, še zmer. Koliko pa golov? Edini z dvomestno številko. To, dvojni dvojček.
Ko smo, Tudi 10 golov je dosegel. 10-10. ko smo pri 10-10, super. Ko smo pri Svitu, njegova prihodnost, torej on je član EUPSporja, posojen igralec pri Celju, gotovo se mu je dvignila vrednost, ogromno vrlin, morda ni najhitrejši, sicer pa izjemna levica, odlična podaja, kratka, dolga, veliko vidi. Njegov domet, Marko. Veliko vidi, zelo lep izraz. Marko, njegov domet. Ja, Kam lahko gre? Oziroma, kaj veš, kaj je otipljivega, se govori morda o njegovem. Ne, nič ni otipljivega. Stvar je takšna, da on je zdaj že drugič prerasel to ligo, to je jasno. Drugič pod Albertom Riero. Vprašanje, kako bi igral pod kakšnim drugim trenerjem, ne vem, pod Pilipčukom, tako kot recimo Tamar Svetlin, ki bi pod Pilipčukom najbrž nehal igrati nogomet, ampak pustimo to. Skratka, Svit Sešljar je pravzaprav pred ključnim poletjem. V izložbi bo na Evropskem prvenstvu do 21. leta. Tam se lahko marsikaj spremeni, tam imaš 2-3 dobre tekme in te kdo opazi in odkupi od EUPSporja. Mislim, da v EUPSporju ne vem, ali mu ne ustreza turška liga, enostavno ne dobi toliko priložnosti, ni toliko igra grajena nanj, oziroma nima toliko odgovornosti, kot je ima v Celju, toliko svobode pri kreaciji. Najbrž je, oziroma zanesljivo je prva turška liga tudi seveda fizično močnejša, se pravi, veliko je ponavljanj gor in dol in tu ima seveda Svit največ težav pri tem vračanju. Včeraj ga je Mlakar, napadalec Domžal, nekajkrat tudi kar pošteno prešprintal pri vračanju nazaj v domžalskem protinapadu, tako da tu so te vrline, ki manjkajo Svitu Sešljarju, ampak če bi pa tudi to imel, pa verjetno se ne bi pogovarjali o Svitu Sešljarju, da bi imel tako dobro sezono v slovenskem državnem prvenstvu. Tako da jaz mislim, da bo to ključno, no, da se izkaže na Evropskem prvenstvu do 21. leta. Podoben tip igralca kot Topalović, bi rekel. Ja, ravno pomislil sem na to ta konec tedna, ko je Topalović debitiral za Inter. Ja, je pa Topalović mlajši, malo bolj ne bom rekel, da okreten, ampak malo bolj gibljiv, oziroma večja pljuča ima, ali pa tudi sprint, kakorkoli že. Okay. No, na drugi strani pa Svit Sešljar, skratka, ja, kot sem že povedal, torej, počaka, ti bo moral na tole Evropsko prvenstvo, zagotovo je motiviran, pa čeprav verjetno tudi zelo, zelo utrujen. 62 tekem je imelo Celje v letošnji sezoni. Tisto o Krničniku, ki ga nismo vsi izbrali, je pa tako, ne. Krničnik je bil nekaj časa tudi poškodovan. Poleg tega pa je v bistvu iz celjske zasedbe težko izbrati, razen Sešljarja, pa morda Svetlina, sploh v zadnjem obdobju, ali pa Kučisa, še kakšnega. Tudi za Bukovnika. Lepo si, tri naštel, razen teh treh. Razen pol ekipe, nihče. Jaz sem ga dal, ne, ampak je bil kar dvakrat konkretno poškodovan. Ne. Bil. Ampak pri tej enajsterici jaz ne gledam toliko na statistiko, jaz gledam tisto, kar vidim v živo. Super. Tako da, skratka, ja, Sešljar je beton v tej enajsterici, Krničnik pa recimo veliko je bilo rotiranja v Celju, ne, tako da je težko pravzaprav gledati sploh statistiko, če nima nekdo tolikšnega števila tekem, pa ali bo bil poškodovan ali pa zaradi rotacij in tako naprej, tako da na koncu pa tudi ne more biti 3-4 iz Celja v prvi enajsterici, ker je pa sezona razočaranja s 4. mestom, glede na ekonomsko moč, ki jo imajo Celjani v slovenskem nogometnem prostoru. Se mi zdi pa, da so nekateri tudi izbrali z mislijo na evropske tekme, vendarle, ne? Ker včasih pa težko ločeš predstave, ki si jih videl v Evropi v primerjavi s predstavami, ki jih vidiš v državnem prvenstvu. Govorimo ja, pa to se recimo dobro pozna pri Liverpoolu. Lažje pa govorimo o številkah, ne samo mi, ampak razmišljanje o najboljših nogometaših lige, v kandidatih še Sudani in Floruc, ampak pri številkah za prvega strelca lige Floruc, ko je dosegel samo 15 golov, pa naven slovenski nogomet, vsaj po tem podatku, ne more biti najbolj atraktiven.
jaz sem dal recimo Šturma, zato ker Tudi jaz. je res on odstopa v tej domžalski mladi zasedbi, res brez njega bi Domžale gladko izpadle, to je jasno, on je bil gonilna sila teh Domžal in Mislim, da je dosegel 13. pri več kot polovici domžalskih golov, če se ne motim, jih je bilo na koncu 35, dosegel je pa 13 golov in 5 asistenc, torej 18 skupaj. Ja. Pri več kot polovici domžalskih golov je bil on neposredno vpleten, torej kot strelec Tako. ali podajalec. Statistika oziroma matematika je povsem jasna, da nekdo, ki obdrži zasedbo v prvi ligi, ki vleče ta otroški vrtec do kvalifikacij za obstanek, nekako si zasluži, ker je pač na nek način tudi, pa ne bom zdaj zmanjševal uspeha drugih, kar težje pomagati takšni ekipi s takšnimi statističnimi podatki, jih je teže doseči morda kot pa nekdo, ki igra v boljši ekipi zraven boljših soigralcev. In tudi zaradi tega Šturm nekako tudi včeraj na tekmi v Celju se vidi, da ima ta dotik, da ima pregled nad igro, da odstopa v tej domžalski zasedbi, ki je sicer zelo, zelo nekako talentirana, ampak še ne izbrušena, tako da ni čudno, da je Šturm na radarju, tako Celjanov kot tudi še nekaterih klubov. No. Raul Floruc je, ko se je pogovarjal s Tomažem Langoholcem po sobotni tekmi, ko so igralci Olimpije dvignili pokal za najboljšega v državi, je rekel, da je se zelo dobro počutil v Ljubljani, ampak da je zdaj pa prišel čas, ko sicer ne ve, kaj se bo poleti zgodilo, ampak da je morda prišel trenutek, ko se lahko poslovi in odide nekam drugam. Za Ratnika Olimpija zahteva tudi, ne? Zelo visoko odškodnino, tako da bo zanimivo videti, kako dobra prodajna liga je ob nekaterih izstopajočih posameznikih, te, ki smo omenili, je slovenska liga trenutno. Ne? Ker Marko, so se pa mi do skupaj pogovarjala tudi z agentom Armandasa Kučisa, da je bil pred poškodbo kolena, tik pred prestopom celo k Juventusu. Ja, res je, Juve mu je padel v vodo, sicer bi igral najprej kot posojni nogometaš najbrž pri Pizi, takšen je bil plan, potem pa bil v ekipi Juventus Next Gen, torej do 23. leta starosti in bi potem čakal na priložnost, če bi bil kdo izmed Vlahovića ali Kola Muanija poškodovan, ampak ja, moramo vedeti, da je pravzaprav Slovenska liga ne tako dobra izložba, da praktično vse, kar se dogaja v teh velikih klubih, se dogaja na radarjih evropskih nastopov, se pravi konferenčne lige in tako naprej, ker ti, da greš igrati za Juventus, ne moreš igrati za Juventus samo na podlagi dobrih tekem proti Primorju, Radomljam, Nafti in ostalim klubom, pa ne da koga podcenjujem, ampak pač tako je. Klubi se želijo seveda na štiri oči oziroma na lasten pogled prepričati, da bi lahko ta igralec bil na dovolj visoki ravni, da bi igral za Juventus, ker so recimo proti tistim na takih tekmah, kot je proti Betisu, Fiorentini in tako naprej, je neka približna raven pač evropskega nogometa z najboljšimi 5 ligami, no, vsaj približno. No. Ob Florucu v napadu še Matej Poplatnik, najboljši strelec Brava, v vezni vrsti ob Sešljarju še Dofo in Sudani, ki sta prejela večino glasov vseh nas 7, v obrambi še Mittendorfer in Žorž Silva, oba s 3 glasovi. Imamo pa še eno dilemo, in sicer Jan Repas ali Daniel Šturm, oba sta prejela 3 glasove, za oba ni dovolj prostora, ali bo naša postavitev 4-4-2 ali bo 4-3-3. Boštjan, ti si edini, jaz sem izbral Jana Repasa, Jože in Marko, videla sta Danja Šturma dala, tako da si najbolj neutralen. Prej smo slišali dobro statistiko za Danja Šturma, še da jo povem za Jana Repasa, da bo bolj fair. Jan Repas, mislim, da drugi najboljši asistent v ligi, največ asistenc v Mariboru, mislim, da jih je zbral, če se ne motim, 8 na koncu sezone. Ja, pa ne bo. Ti rečeš, da bo Boštjan zbral vijoličastega nogometaša? Dal je vijoličastega nogometaša v najboljšo svojo enajsterico. Mislim, da lahko tudi tu... Šturm je bil nekde tudi vijoličast. Tudi to je res. Ampak zbira Šturma.
Grem torej skozi celotno enajsterico, v vratih Vidošek, ne Matjaž, ampak Matevž, potem v obrambi Ratnik, Mittendorfer, Žorž Silva in Karničnik, v vezni vrsti Dofo, Sudani, Sešljar in trije napadalci Floruc, Poplatnik in Šturm. Drugi polčas. Za začetek gremo v Neapelj. Marko, ti si bil tam in moram reči, si slučajno ravno na ta dan splaniral, da si se znajdel v Neaplju. Torej, nisi bil na nogometnem izletu, si bil čisto privatno, ne poslovno, ampak ja, čisto slučajno se je na koncu spletlo tako, da si v petek prišel v Neapelj in doživel vse to. Ja, to je bilo res, bil je nek splet okoliščin in sicer v četrtek zvečer mi je potekla karta za metro v Rimu in sem razmišljal, kaj narediti, ali jo podaljšati, ker sem imel bivanje v Rimu samo do sobote, pa sem rekel, pa avto sem imel, pa sem razmišljal, za kakšen izlet okoli bi se prilegel. Potem pa seveda sem izbral petek Napoli, ampak nekako prepričan, da bo tekma v soboto. Vedel sem, da bo Napoli igral doma, ampak sem bil prepričan, italijanska liga, malo na dopustu, malo z glavo na off, nisem imel tako v malem mezincu razporeda in sem pač pogledal v soboto, da bo, razmišljal o tem, da bo v soboto ali v nedeljo tekma. Sej, naknadno so jo, torej mislim, da po zadnjem krogu so jo prestavili, obe tekmi prestavili na petek. Zato, da bi lahko še stisnili potencialno v navednicah majstorico. Ja, vmes, seveda, ja. Skratka, in jaz potem pa vidim na flash scoru, petek. Potem pa sem že bil tako prepričan, da gremo v Napoli in sem rekel, gremo v Napoli. In potem sem šel v Napoli in je bilo lušno. No, povej, kako je bilo. Kako Neapeljčani, ki so res znani kot izjemni navijači, pripravijo izjemno glasno, barvito vzdušje te slike, ki smo jih videli, ogromno ljudi zbranih pred stadionom Diega Armanda Maradone, ogromno jih je bilo že na stadionu, ampak zunaj pa še nekaj 100.000, ne? In res izgleda fantastičen. Kako si se ti počutil v tej množici? To je kot neka zabava na odprtem bila. 7 ur pred tekmo sem prišel v Neapelj, utrujen od vožnje, zato ker vožnja v Neaplju je tako stresna, da to je nekaj neverjetnega. Pa še 226 km je od Rima do Neaplja. Ja, ampak vmes sem naredil postanek in sicer v kraju Frosinone in si ogledal tudi stadion in obiskal fanshop. Seveda. Potem pa sem, ampak samo to sem si ogledal v Frosinone. Potem pa sem prišel v Neapelj res zmatran, ker tam je pa motoristov nešteto, kot eden prehiti po levi, je takoj dva na desni, mimo šibajo, res to je noro, to je zakon močnejšega na cesti, nobeden ne upošteva, tudi če kakšen znak, to hupa zmaga. Ne. No in potem parkiram avto v garažni hiši in pač grem po ulici in sem dal pa v Google Maps, sem dal pa tole Quartiero Española, se pravi španska četrt, kjer je tam mural Maradone, ne vedoč, da bo tam glavno zbirališče, ja. Ja. Res nisem se nekaj pripravil. Mislil sem, 7 ur do tekme, to še ne bo tako. Aha. In potem sekam iz garažne hiše proti centru, to je tako, uspenja se gor, San Francisco stil, malo se uspenja gor in potem naletim na socialno dno najprej, iščem eno ulico, kjer je tržnica afriška, ribe po tleh, smrdelo, smeti. Sem mislil, to pa bo, ne. Potem pa grem jaz na glavno cesto, predstavljajte si tako, da bi šel v Ljubljani na Dunajsko in potem 3 metre od mene poči, pogledam na desno, Vespa v tovornjaku. Se zabije se not in potem on zlomljenim krmilom, zlomljeno balanco, samo tisto po italijansko, ko da roko skupaj in začne klet in začne preklinjati. In potem gre naprej.
Ja, in potem gre naprej res s tem katastrofalnim motorjem, ampak to je Napoli. In potem grem gor in potem se je začelo že tam na glavni ulici, ko bi bila recimo Ljubljani Čopova, pa malo više pa ta kartera Espanjola in potem je pa to je pa kaos, mesto je gorelo, no, 7 ur pretekmo, to so bile bakle, to so pelo se je, ko sem prišel gor, čisto na vrh, tam pred Moral, tam sem se mogel fajn prerivati, tam je malo dišalo po stampedu, vroče je bilo, nekaj 25-26 stopinj, ampak 50 je bilo tisti gneči not, ampak sem rekel, da če sem že enkrat tu, da tega ne smem zamuditi in sem šel not in mislim not, pač ten tak trgec je, ker je ta Maradona in Moral in ta Maradona in Moral je bil malo odprto okno je bilo, odprejo ga pa takrat, ko je Napoli prvak. Bilo je pa tako malo priprto, ta polkna, kako se reče. No. No, potem so ga pa zvečer na stežaj odprli, ko so potrdili naslov. Zdaj je bilo pa pripravljeno. Ampak potem sem vmes razmišljal, kaj če jim ne uspe, ker to je bilo vse v znamenju številke 4. Majic na tisoče, zastave, vse štirica, 4, motorji, zastave, bakle na motorjih, v avtih, v kabrioletih. To je bilo, vse je bilo, mislim, to bi bila prava tragedija, no, če bi se kaj takega zgodilo, da jim ne bi uspelo, ne. Res, da je bil nemotiviran Cagliari nasprotnika, pa vseeno sem si mislil, to bi pa bilo ene robe za stran vrst, če bi Napoli ne bil prvak. No. Skratka, ja, videl sem navijače iz Argentine, Diego je tam še vedno bog, vse je v znamenju Maradone, ne to Madone, je tudi zelo cenjen. Veliko dresov tudi od McTominaya, ampak Diego je Diego, morali, krasni, fantastično. Ljudje so romali gol, to je neko tako romanje, bi rekel, v argentinskih dresih in v dresih argentinskih klubov. Videl sem 3 v dresu Racinga iz Avejanede, ki so imeli roke dvignjene v zrak in so hodili v hrib proti tistemu Moralu in jokali zraven in kričali Diego. Skratka, nekaj res neverjetnega. Imel sem srečo, da sem pred leti obiskal tudi Argentino in mi je takoj prva asociacija bila to, da je praktično to identično kot Argentina, no? Da je nekaj takega Napoli, da je to Južna Amerika v malem v Evropi. No? Težko si predstavljam, da je vidim ista država kot Napoli. No? Res, kaj še je Bolcano? Ja, to, da je ista država, to je neverjetno, kot bi prišel v Južno Ameriko, no? Z avtom. Ja, tako da nepozabno, no. Pa pica je fantastična, neapeljska. A si jo probal, napoletano? Ja, seveda se. Super. Ja, in je razlika? Ja, je razlika. Lažje je testo, nisi tako napihnjen, kaj bi rekel. Pa poceni je. To sem pa že zadnjič, ko smo bili v Firencah, smo dali za 3 pice, smo dali 21 € in že tam sem razmišljal pismo, pač dobre, normalne, pač čist legit pice, pač 2-krat dražji v Ljubljani, v centru mesta, ne, se mi to zdi res neverjetno. 2-krat dražji, pa 2-krat sladke. Ja, neverjetno. No, potem sem pa odšel iz Neaplja na Laščobene v 6, ker če bi pa čakal, nisem imel karte za tekmo, pa niti nisem želel iti, ker to bi prišel do Rima nazaj ob 6 zjutraj, pa drug dan spet na pot. In sem razmišljal, da treba zbežati iz mesta, da ne 6, ker potem se je pa že začelo, ne. Potem pa praktično cesta ni bila več cesta, okoli 5-6, no. Tako da je bilo pa vse v znamenju. Mislim, da v znamenju tega prihajajočega slava, mislim, da tisti dan nobeden ni delal tam v Neaplju, ne. Na koncu zmaga z 2-0, spet je zadev McTominay in če bi pred enim letom nekdo rekel, da bo Scott McTominay v tej sezoni izbran za najboljšega igralca serija, mislim, da mu nihče ne bi verjel. Veliko smo se pogovarjali o odpadnikih Manchester Uniteda, o Antoniju, ki je izstopal v španski ligi v spomladanskem delu, Lukaku, še eden teh, ki pri Unitedu ni bil v najboljši formi oziroma ni bil najbolje izkoriščen sezono kot najboljši strelec Napolija je končal
tudi on z dvojnim dvojčkom 14 golov in 10 podaj za Lukakuja, ki ni ravno tradicionalni napadalec, ustvarjalec, ne? Ampak na koncu veže na sebe branilca. Ja, 10 podaj. Inter je tudi zmagal z 2-0, kot smo prej omenili. Luka Topalović je debitiral za Inter, odigral zadnjih 10 minut v Komu, potem ko je za Primavero, torej za mlado zasedbo Interja, dosegel 11 golov in 5 asistenc. Odlična statistika v svoji prvi sezoni v Milanu, član je reprezentance do 21. leta, ki bo sredi junija igrala na Slovaškem. Inter je seveda tudi v finalu Lige prvakov, igral bo s PSG-em. Zdi se mi, da ima idealno igro za PSG, torej idealno igro za ustaviti zelo napadalno, ustvarjalno, hitro, gibljivo, tranzicijsko moštvo. Po drugi strani pa PSG je toliko dobrih tekem v Evropi odigral, da se mi zdi pravilno, da je favorit, ne. Ampak ne bi bilo takšno presenečen kot pred 2 letoma, ko je bil Inter tudi v finalu. Takrat smo vsi govorili Manchester City, nihče ne more premagati Manchester Cityja, pa je bil Inter zelo, zelo dober. Če bi Interju tokrat uspelo, ne bi bilo takšno presenečenje. Če bi Lukaku zadev, ne, iz tiste šanse proti Cityju. Inter je bil že, ta generacija Interja po veliki večini je že bila v finalu Lige prvakov. Ta generacija Paris Saint-Germaina po veliki večini še ni bila v finalu Lige prvakov, ne? Ker tisti PSG proti Bayernu v korona sezoni je bil precej drugačen od tega. Je pa, ne vem, meni se zdi fascinanten dvoboj trenerjev, ker sta mi oba takole trenersko zelo všeč, tako Inzaghi kot Luis Enrique. Ne glede na to, da lahko kdorkoli očita seveda trenerjem, ki vzamejo službo v Paris Saint-Germainu, da pač imajo lahko delo z osvajanjem francoskega prvenstva, ampak vseeno. Mislim, da ravno on, ker je prišel po tem nizu vseh še večjih imen trenerskih in je imel ravno zaradi tega, ker je bilo toliko pritiska, moramo postati evropski prvaki, še teže delo kot vsak naslednji, ima teže delo kot tisti pred njim, in da je na takšen način, da je najboljše prodal, oziroma da so se osredotočili na mlade, na vzhajajoče igralce, se mi zdi, da je še več vreden njegov uspeh. Je, in pa še nekaj, ne, ta Inter bi z naslovom evropskega prvaka res potrdil eno veliko generacijo v preteklosti, vemo, 2 finali v 3 letih, ne vem, takrat konec 90-ih Bayern, pa potem na prelomu tudi potem Valencia nekako hkrati, pa predtem Juventus, seveda tudi 3-krat v finalu Lige prvakov zapored, United takrat 2008 do 2011, tako da to so res zelo zahtevne stvari, še sploh pa se mi zdi, da zdaj v teh letih, ko se mi zdi, da pa je ta krog klubov, ki lahko nastopijo v finalu, še širši, kot je bil. Kljub odlični igri Paris Saint-Germaina sem razmišljal, da bi Inter lahko zaključil na vrhu, ampak pomislek potem pred 10 dnevi, 2 tednoma in vse do sedaj, koliko je Inter psihološko udarjen, koliko to naskok na 3 lovorike in zdaj se rešuje v finalu Lige prvakov, da bo imel vsaj eno. Ne? Ja, koliko časa je minilo, ali so izkušenci dali vse skupaj iz glave, tako da sem bil malce na strani Interja z odlično igro Paris Saint-Germaina, to je potrebno poudariti, velikane, več velikanov je izločil kot Inter, pa razmišljam, da je morda Paris celo v prednosti. Inter Pariz, torej finale v Münchnu v soboto, še prej bo Chelsea Betis finale konferenčne lige v sredo. Chelsea je v zadnjem krogu angleškega prvenstva si zagotovil nastop v Ligi prvakov v prihodnji sezoni, to je uspelo tudi Newcastle in Manchester City. Zelo blizu sta bila Aston Villa in Nottingham, oba izgubila v zadnjem krogu, Aston Villa proti Manchester Unitedu, Nottingham pa proti Chelsea, in zato oba ostala zadaj za Newcastlom zgolj zaradi razlike v zadetkih. Končalo pa se je še eno razburljivo prvenstvo včeraj, Jože, in sicer Hrvaško s helikopterjem so pripeljali pokal do reke. Sem razmišljal, moram reči vmes, da
tako majhna razdalja je, da ne vem, a se splača najeti, a ni bolje izkoristiti ta denar za nekaj drugega v hrvaškem nogometu, kot pa hitro pripeljati lovoriko. Boj, da je nek sponzor bil posredi, pa ni tako, mislim, če bi morali slučajno peljati v Šibenik, pa ni več tako blizu. No? Ja, prav, mislim. Pa mora biti hitro, ne, pokal. Hitro po koncu tekme. Ne? Zdaj pa, če bi bilo okoli 85 minute še kaj nejasno, je malo časa. Ne? Ja, stvar je taka, da morajo čim prej pripeljati, zato ker je pač glave so vroče in moraš čim bolj, mislim, navijači čakajo, boljše je, no? da čim prej pripelješ. Čakali so na enem resortu nad vozliščem Bosiljevo, kjer so te uradniki imeli pred seboj v eni sobi 3 ekrane in so gledali vse 3 tekme sočasno, potem pa so šli na pot proti Rijeki. Hitro bi lahko, potem seveda s helikopterjem hitro lahko obrneš, če bi bil kak kaos, če bi Belupo dosegel, ne vem, 2 zadetka, pa bi Dinamo še vedno vodil, tako da z avtom pa to narediš malo teže, da greš na pot, pa si že pred Rijeko, pa je tam 2 proti 2, pa moraš obrniti. Ja. Na koncu pa Jože so vsi 3 zmagali, ne? In ostalo je pri tem, da Rijeka izenačena z Dinamom, ampak zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah je Rijeka drugič hrvaški prvak. Ja, Rijeka je po tistem porazu proti Olimpiji v Stožicah 5-0 bila, mislim, da do februarja neporažena v hrvaškem prvenstvu, mislim, da prvih 18 ali pa 20 krogov. Dejan Petrović je izjemno pomemben v tej sezoni pri Rijeki, tako da vedno je nek Slovenec zraven, ko ima Rijeka šampionsko generacijo. Tako da bo pa, mislim, da je Rijeka v drugem krogu kvalifikacij Lige prvakov prva pod črto, torej med nosilci in nenosilci, tako da morda bomo spet videli dvoboj Olimpija Rijeka v evropskih kvalifikacijah. Sodnikov dodatek. Zadnji trenutek sem spremenil tistega, za kdo je to, ker sem skoraj prepričan, da smo... Scott McTominay. Prav, da smo Estevana Cambiasa že imeli, se mi zdi. Ampak imel je lase, potem pa jih več da, sem pa izbral nekoga, ki je, glede na to, kako dober nogometaš je bil, mi je neverjetno, da je vsako sezono na začetku svoje kariere zamenjal klub. In sicer bom šel skozi Torino, 1 sezona, Pisa, 1 sezona, Ravenna, 1 sezona, Venecija, 1 sezona, Atalanta, 1 sezona, Juventus, 1 sezona, Atletico Madrid, 1 sezona, Lazio, 1 sezona, Inter, 6 sezon, živeš, ne? Ja, se mi je zdelo. AC Milan ni šel daleč, tam samo 1 sezono, potem je bil v Monaku in v Sampdoriji leta 2006, torej manj kot 1 sezono, in odide potem 1 sezona Atalanta, 1 sezona Fiorentina in potem še za konec 1 sezona Atalanta. Bom kar povedal, ti že tudi veš verjetno, Marko. Ja. Atletico je bil močan na meni, no. Meni tudi, Atletico. Najboljši strelec španske lige. Zelo možno. Ja. Bob Zorankel, torej Bobo Vieri, 190 nastopov za Inter, 123 golov, 10. najboljši strelec kluba je vseh časov, na vrhu lestvice, torej tistih, ki so odigrali največ tekem za Inter, pa Javier Zanetti, 885 oziroma 858, na 10. mestu pa sta izenačena 2 tujca, in sicer Ivan Cordova in Samir Handanović. Čeprav mislim, da je Vieri, mislim, da je še vedno Italijan z največ goli na svetovnih prvenstvih, če se ne motim. Zelo možno, mislim, da jih je dal 9 ali 10. Okay. In takrat 98 na tistem prvenstvu, mislim, poleg Ronalda najboljša devetica takrat zame. No? Res izjemen center for. Imel sem ga v svoji fantasy ekipi, takrat še smo tako delali, da si imel... Kaj je delo na menedžerju? Pa ne. Tudi to, budžet 100 izmišljenih enot denarja in potem v ekipa je sestavila pač spisek igralcev in ne vem, Bergkamp je bil 70, ta je bil, no če je bilo 100, ni bil 70, je bil pač manj, ampak ja, moral si sestaviti takšno ekipo, da nisi šel čez ta budžet. Še eno, preden predam Marko tebi besedo, tudi ti imaš eno vprašanje danes pripravljeno, in sicer včeraj, če ste morda poslušali, morda niste vedeli ne odgovarjati, če pa niste, pa odgovorite. In sicer,
Katera dva kluba sta največkrat izpadla iz prve slovenske lige? Triglav, verjetno. Bravo. Triglav, Ja, bravo. Torej, ne bravo, ni Šiška, ampak bravo, ker vam je uspelo dobiti pravilni odgovor. Koper. In Koper, Bravo. brez grešenega poskusa. Jaz bi skoraj sigurno rekel Aluminij, pa je zdaj v zadnjih letih trikrat, Primorje tudi trikrat, Tudi Gorica. Gorica tudi Kolikokrat trikrat. pa je to? Tako Triglav kot Koper Ok. štirikrat. Bravo obema. Tam konc 90-ih je bil Koper precej jojo klub, se mi zdi. Zelo, najbolj možen jojo, 95, 97 in 99 je izpadel, kar pomeni, da je 96 in 98 napredoval. Marko, Ok. izvoli. Vračamo se v Neapelj. Hej, Videl sem nešteto dresov Maradona 10 in sem razmišljal, kdo je nasledil številko 10 od Maradone pri Napoliju. A takoj za njim? Ja, v bistvu mu je na eni tekmi, ker ga je Maradona tako zelo cenil in je bil suspendiran Maradona vmes, mu je rekel, se ne potrebujete mene, imate novo desetko. nikaj nič ni. Aha, ne, mislim si, da vem. A res? Za eno tekmo. Ja. Daj poveno. Gianfranco Zola. Ja, bravo, Hvala. bravo, res. Bravo. Čestitke. Takoj, ko si Gianfranco rekel, Zola je sem vedel, da potem je imel prav. desetko, v tisti prvi sezoni pa je bil njegov trener. Sem ravno zadnjič razmišljal, ali je bil isti trener, ki je osvojil prva dva skodeta pri Napoliju, ker zdaj sta bila Spalletti in torej v tej sezoni Conte. Conte, seveda, tudi izbran za najboljšega trenerja italijanske lige. Takrat pa ne vem, torej 87 in 90 je bil Napoli prvak. Ja, potem pa je bil ta trener od 91 do 93 Napolija. Jaz bi rekel, da je bil, pa da je 2 leti zdržal. Sploh po Maradoni, ne? Sploh v zelo... Rimljan. To je bilo- Rimljan. Ranieri? Ja. Bravo. Ej, Rimljanci mi bi zelo pomagal. Ja, zato ker sem jim odik zobozdravnikov, pa sem dal, veste. Marko, hvala, Jože, Boštjan, hvala tudi vam, poslušalci, da ste bili z nami do konca podcasta. Naslednji teden znova z vami po finalu Lige prvakov. Jože bo tam, upam, da boste vi z nami takrat tudi. Hvala lepa, uživajte, se slišimo.